Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o filmu, ki sem si ga pred kratkim ogledal z imenom Anon. Ta hollywoodski film govori o scenariju družbe prihodnosti, kjer je vse popolnoma transparentno. Govori o nadgrajeni resničnosti, podobno kot je že Google poskusil z projektom Google Glasses narediti sistem, da bi človek gledal to fizično realnost, potem pa bi hkrati na to sliko fizične realnosti se projicirala še dodatna nadgrajena virtualna resničnost. In na ta način bi človek lahko tudi nekoga pogledal v obraz in bi se mu takoj izpisalo ime, priimek te osebe in njegovi drugi podatki. Podobno kot gremo lahko na socialna omrežja, kot je Facebook, o nekom pogledamo številne njegove informacije o tem, kaj počne, ali kot je LinkedIn, kjer se vidijo te poslovni podatki, zgodovina nekoga. Film seveda tudi govori o možnostih zlorabe takega sistema, kako lahko nekdo se skrije pred drugimi in povzroči kriminalna dejanja. Veliko je torej aktualnega govora v trenutni družbi o tem, kakšno stopnjo transparentnosti naj vpeljemo, koliko naj pa človek ohrani zasebnosti in anonimnosti. Pri tem sem tudi jaz raziskoval zadeve in ne samo glede razmer na tem fizičnem svetu, ampak tudi bral sem številne pripovedi o tem, kaj se dogaja v onostranstvu. Številne knjige o tem, kaj se zgodi z človekom v trenutku smrti, pričajo o tem, da ko človek umre, pride v fazo popolne transparentnosti vseh dogodkov v svojem življenju. Takrat se zavedaš, kaj si mislil, rekel in storil od rojstva naprej in tudi kaj so druge osebe rekle in si mislile o tebi. Takrat narediš obnovo svojega življenja in možnost imaš, da greš skozi proces samokorekcije, da se pokesaš za določena svoja egoistična, sebična, škodljiva dejanja in da se zavežeš k temu, da boš v prihodnosti ravnal veliko bolj odgovorno in manj škodljivo v odnosu z druge osebe. Tudi pri skupini, ker študiram že zadnjih 8 let, se je skozi raziskovanje potrdilo, da do tega dejansko pride. In glede na to, da je to stranstvo povezano z onostranstvom, oziroma da je bil ta svet vrsto let intenzivno voden in obvladovan iz onostranstva, je potem tudi prišlo do vprašanja, zakaj se je dopuščalo na tem svetu trpljenje, bolečine, vojne in tako naprej. In skozi raziskovanje pri tej skupini, ki se imenuje Destiny,
se je odkrilo, da je bilo trpljenje posledica tega, da je neko bitje, ki je imelo zelo določene močne sposobnosti zaznave in uvida, poskušalo celotno stvarstvo kontrolirati in voditi na centraliziran način, seveda za uporabo skrivanja. Poskušalo se je omejiti zavedanje posameznikov, razkriti samo določene informacije in držati ljudi v nevednosti celotne realnosti. In skozi izjemno dolgo časovno obdobje se je pokazalo, da tak sistem odnosov v stvarstvu ni trajnosten in ne more zagotoviti harmonije in sožitja. Zato je prišlo pred približno 15 leti do spremembe sistema reinkarnacije, do sprememb v tem, kako deluje onostranstvo, in kot eno izmed teh principov se je uvedla popolna transparentnost do vseh živih bitij. Torej, priča se o tem, da v onostranstvu se je že uvedla popolna transparentnost kot edina zanesljiva trajna rešitev za to, da se prepreči kakršnakoli zlorabo. Zato tudi v tej realnosti, v tem fizičnem svetu, vse bolj potekajo aktivnosti, da bi se dosegla čim večja transparentnost in da se na ta način prepreči kakršnakoli možnost zlorabe. Marsikdo se s tem seveda ne bo strinjal, bo trdil, da vsak potrebuje zasebnost in anonimnost, toda vprašanje je, čemu, zakaj bi nekdo karkoli moral skrivati. V naši družbi so seveda stvari, ki so označene kot sramotne. Še posebej ljudje skrivamo svojo spolnost. Ampak če pogledamo živali, one nimajo sramu pred tem. Ljudje se tudi lažemo, smo neiskreni. Pa ne samo v odnosu do drugega. Predvsem smo neiskreni v odnosu do samega sebe. Sami imamo v svoji podzavesti in v nezavednem delu uma potlačeno marsikaj iz svoje preteklosti, česar se sramujemo in kar ne želimo, da bi drugi spoznali. In tukaj je tudi glavni problem, vzrok težav, ki jih imamo na tem svetu. Torej neiskrenost in netransparentnost do samega sebe in do svojih dejanj v preteklosti. Žal je tako, da preteklosti ne moremo spremeniti. Vse, kar nam ostane, je pa to, da pogledamo svoje spomine o vseh dejanjih, ki smo jih storili v svoji preteklosti, in da jih v polnosti sprejmemo. Da kljub temu, da smo storili v preteklosti marsikatero sebično, škodljivo dejanje, da sprejmemo, da je to del nas in da se zavežemo, da bomo v prihodnosti ravnali bolje. To je proces, ki ga izvajam
tako jaz kot moji drugi kolegi širom sveta preko skupine Destiny, ker smo razvili tudi spletne tečaje, ki pomagajo vsakemu, da se nauči te veščine ozaveščanja, soočanja in preobražanja lastnih miselnih vzorcev. Na ta način dosegamo v prvi vrsti večjo notranjo transparentnost in tudi ta proces preobrazbe miselnih vzorcev izvajamo na javen, transparenten način preko pisanja v javno vidne spletne dnevnike oziroma bloge. In tudi snemamo vloge oziroma videodnevnike, kot je ta, ker tudi govorimo o notranji preobrazbi. Menim, da je to edina rešitev za dosego večje harmonije in sožitja na tem svetu. Zato vabim vse ljudi, da se priključijo temu procesu notranje transparentnosti in da tudi odstranimo iz sebe kakršnikoli strah pred možnostjo zlorabe. Kajti, če se bo vsak osebno zavezal k temu, da ne bo škodoval drugim, potem posledično nihče od nas ne bo škodoval drug drugemu. In samo notranja zaveza k preprečevanju kakršnekoli zlorabe je tista, ki bo omogočila mir in harmonijo na tem svetu. Za več informacij si ogledajte povezave v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.